Jo, tale vlog bo malo drugačen, v njem ne bom predstavil nobenega avtomobila, tudi kulisa ne bo ful atraktivna, sedim v kuhinji svoje mame, moje mame. Ta vlog bo obenem tudi zelo oseben, dolžen sem eno obrazložitev, pa popravil bom tudi eno napako. Bom pa tudi zelo vesel, če si boš vzel čas pa pogledal do konca. A veš, odkar ustvarjam vlog Komotar minuto, sem pa tja soočen tudi z zelo različnimi priložnostmi za sodelovanje. Zelo velikih zavrnem, sprejmem pa samo in izključno tiste, v katere res verjamem. Recimo Gross Basket, brata sta me navdušila za košarko, že ko sem bil pismo nižji kot ta miza, ali pa recimo Huawei, ki mi je ponudil roko takrat, ko so me vsi ostali zignorirali in mi še danes to veliko pomeni. No, danes pa z velikim veseljem pa še večjim ponosom sporočam, da sem postal ambasador Avtomoto zveze Slovenije. A veš, na nek način sem z AMZS povezan že praktično cel življenje. To pa zato, ker je AMZS skoraj 40 let dihal tudi moj heroj, moj ati. Veš, to je bila njegova prva in zadnja služba. In s tem sodelovanjem se mi zdi, da je na nek način krog sklenjen. Saj se niti ne spomnim, kolikrat se je zgodil, da je bil čas poletnih počitnic, jaz sem bil otrok, sem včasih, kolikor sem hotel, bi lahko delal, kar bi hotel, pa sem rekel, ati, jaz bi šel s tabo v službo. Pa so se usedla v avto, pa smo šel v službo. Sem v ljubljansko enoto, star, jaz sem to bajto na pamet poznal, še preden sem bil star 10 let. In čeprav nama je bilo danih sam 16 skupnih let, pa čeprav je bil zaključek hiter pa zelo boleč, je bil moj ati človek, ki je najbolj vplival na to, kakšen človek sem jaz postal. In tudi zato bi si rad vzel minuto ali pa dve, da bi ga predstavil, ker se mi zdi, da boste pa tudi mene lažje ali pa boljše razumeli. Ime mu je bilo, guess what? Ciril Komotar. Rodil se je 3. aprila 1933. Evo ga, tudi on je bil bolj kot ne doskrat nasmejan, ampak zdaj pa veš, da je bil te prav Jack, ko najdeš fotko, na kateri tolče šote vodke z ruskim kozmonautom Titovom. Stari, dolga zgodba. Na tele fotki, lej, to je pa fotka iz pasuša. A veš, kaj ima gor? Dirkaška očala za v Jaguarja pa za na motor. Tole je pa ena najnih redkih skupnih fotk, tudi on je bil une vrste človek, večkrat za fotoaparatom kot pred njim. In o njegovi življenjski zgodbi bi lahko govoril 1, 2 ali pa 3 ali pa 4 vloge skupaj. Zato se bom rajš posvetil enemu delu njegovega življenja, entuziazmu do motorjev, pa do avtomobilov. Zdaj pa jaz lahko lapam, kakor čem, ne, ampak jaz bi rajš prebral eno pismo, ki ga je poslal svoji ljubi mami 6. junija 1958. Nekje na sredini pisma se mami odpre, pa prav: zaradi mene naj te ne skrbi mama. Ne rečem, da ne vozim rad hitro, vendar lahko rečem, da sem sila previden, to je bilo podčrtan, predvsem tam, kjer je nevarno. Vprašaj Bojana. In tudi sicer sem v vožnji dovolj vešč in se takšni, kot je Milan, ne morejo primerjati z menoj. Prosim, ne misli, da se baham. To je res, kot je res, da sem idiot za matematiko. That's me, idiot za matematiko. Seveda s tem ni rečeno, da je nemogoče, da pride do nesreče. Saj tudi dober plavalec lahko utoni. Vendar je tako malo verjetno, da se ne boji iti v vodo. In če bi človek na življenje gledal tako, ne bi bilo vredno živeti. In jaz ne bi smel niti peljati avto ali motor. Ati je bil velik entuzijast, mislim za božjo voljo, ki je bil fant, mlad, je okrog punce vozil s predvojnim Jaguarjem, ki sta ga s prijateljem našel v enem skednju. Dej pogled to. In več razmišljam o njem, več se o njem pogovarjam tudi z ljudmi, ki so ga poznali, veliko preden sem jaz prišel na svet, bolj vidim, koliko sva si bila podobna. Tudi on recimo ni delal razlik med avtomobili. Mislim, v enem trenutku si je lastil tega Mercedesa, ampak zraven je pa z največjim veseljem sedel tudi tega Trabanta. Pa preden gremo naprej, bi se rad dotaknil še tiste famozne, ki sem jo izrekel, ko sem dobil nagrado Žaromet, ki me je ena punca malo zmotila. To je fucking moja
pa sem rekel, da mi je ati rekel, da ne bom karkoli v življenju, sam ne biti pizda. A veš, to je del enega širšega nasveta, ki sem ga velikrat slišal in mogoče ti prav pride. Kadarkoli kdo serje po tebi, kadarkoli te kdo napada ali pa po krivic obtožuje, vračaj s prijaznostjo ali pa z njegovimi besedami: Ciril, ne biti tak, bod boljši. On je bil tak, on je imel srce na pravem mestu. Še ko se je upokojil, je talal tistim, ki so bili poleg tole. Veš, to je en tak majhen telefonski imenik, včasih so bile te stvari aktualne. Poglej, na vrhu je logotip AMZS, spodaj pa rokovnjač, črn graben, reprezent. Vmes je pa zbral tisto iz Gregorčičeve: Življenje ni praznik. Dolžan ni samo, ker veleva mu stan, kar more to mošje storiti dolžan. Razumeš? No, tako kot sem rekel na začetku, on je celo svojo kariero dihal Avtomoto zvezo Slovenije. In zato sem vesel, da sem na en hecen način tudi jaz postal del te družine, v katero je tako zelo verjel celo življenje tudi on. A veš, kaj pa najbolj hecen od vsega? Da danes v pisarni, kjer je sedel moj oče, sedi Jure Gregorčič s svojim urednikom Blažem Poženelom. Tam, kjer je sedel moj oče, je danes uredništvo Motorevije. Tudi zato grem dostkrat tja. Zato, ker prideš v eno stavbo, v kateri si bil tako pogosto kot otrok, pridejo pol spomini nazaj na... To se pravi, to osebni del mojega atija, to smo dali čez. Obrazložitev, zakaj postajam ambasador AMZS, to delno tudi. A veš, kaj je pravzaprav ta glaven razlog? Jaz se namreč zelo dobro zavedam, da z vlogom dosežem veliko ljudi, predvsem in tudi mladih voznikov. In s tem dosegom se mi zdi, da imam tudi eno odgovornost. Se mi zdi, da sem dolžen ljudi na tem področju tudi vsake toliko časa malo izobraževati, ne pa ponujati sam drifte, dretje, pa hitro vožnjo, pa malo heca vsake toliko časa. Tudi zato sem se recimo odločil, da bom delal več nasvetov za varno vožnjo, več praktičnih nasvetov. Konec koncev je bil zelo dobro sprejet vlog, v katerem sem pokazal, kako se otroka prveže. No, zdaj pa čas za tisto tretjo stvar, da popravim eno napako. Kljub vsej povezanosti z AMZS pa super načrti, ki jih imam, še nikoli nisem bil njihov član. Evo, vidiš, to so članstva. Pri plusu piše, da je to najbolj priljubljeno, pa mislim, da bi tole zame tudi po moje najbolj upoštev prišlo, tako da dajmo tega zbrati. Cap. Evo, tole mi je vzeli točno 1 minuto pa pol. Gremo naprej. In glih z Juretom sva kakšen dan, dva nazaj govorila, koliko pa na kakšen način ti lahko pomaga, če si voznik ali pa voznica, če si velik na cesti. Jaz iskreno mislim, da boljše naložbe ni. Pa ne sem to, če rataš član, še tole dobiš enkrat na mesec v Kaselca. Veš, kaj to pomeni? Da boš redno bral umotvore prvega kulja avtomobilskih novinarjev Jureta Gregorčiča. Pri Motoreviji smo še vedno tisti, ki nastavimo avtomobilski industrijo ogledalo resnice, pa v Motoreviji najdete teste gum, pa asistenčnih sistemov, pa nasvete. Skratka, vsak mesec 52 strani orang čtiva. Pa še nekaj. Ja, v reviji nikoli ne zmanjka elektrike, nikoli ne rata črn zaslon, vedno so noter črke pa slike. Pa še en priznanje. Ker sem se povezal z AMZS, so se mi na širok odprla vrata tudi tukaj v centru varne vožnje na Vranskem. To mi zelo veliko pomeni. Verjetno ne rabim posebej poudarjati, da imeti na voljo, kar se mene tiče, posvečen kos slovenskega asfalta, kjer lahko, če recimo testiram kakšen zanimiv avto, ugotovim veliko več kot tam zunaj na cesti. In takšne vrste privilegij sprejemam z odprtim rokam. Možnost, da pridem sem na Vransko, da kakšno zadevo preizkusim, da se konec koncev posvetujem tudi z inštruktorjem, ali pa potopim kakšen avto tamle zadnji v blato na off-road poligonu. To so pogoji, v katerih vsak avtomobilski novinar lahko samo sanja. In to je to, kar se današnjega vloga tiče. Jaz sem ful vesel, če si uspel zdržati do konca. Jaz sem se vmes kar malo namatral. Za konec pa še 2 nasveta. Če še nisi, ti res in z vsem srcem priporočam, da postaneš član, tako kot sem ravno kar postal jaz. Druga stvar pa, ne glede na to, kaj ti kdo vrže, kaj pod kolena, bod boljši.